srci so medu nabrale za mir. Naj povem, da tem čebelicam kranjska sivka je ime. In zaradi njih prijateljstvo prek meja Slovenija gre. Naj medi pozdrav je stari, čebelarjev kar nas je. Naj medi vam kličem danes, tudi v življenju se. Čebelarja srce, le čebelam dano je. A dekle rada mu po noči sladkega medu natoči. Potolažbo in mir, čebelar gre v čebelnjak. Šumečim sestricam pove, da ima jih srčno rad. Naj medi! Čebeljak skromen je, a zame grad. Ko šumeči roj prinesem pan, vam povem, zaljubljen sem van. Naj medi pozdrav je stari, čebelarjev kar nas je. Naj medi vam kličem danes, tudi v življenju se. Čebelarja srce, le čebelam dano je. A dekle rada mu po noči sladkega medu natoči. Potolažbo in mir, čebelar gre v čebelnjak. Šumečim sestricam pove, da ima jih srčno rad. Potolažbo in mir, čebelar gre v čebelnjak. Šumečim sestricam pove, da ima jih srčno rad. Dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje. Je tale krasna, čudovita pesem nas je takole pospremila v dobro uro in pol, naša oddaja v Nedeljo pod Lipco. Tukaj stoji na moji desni strani še vedno po 23 letih in moram reči za tole prvo pesem, da jaz sem vedno vesela, jaz se z velikim veseljem rado poslušam taka krasna, res taka ta prava čebelarska in ansambl Korenine. Brat pa sestrica sta bila tole, sta je res zelo dobro odpela, barno skupaj zelo dobro pašeta, tako da jo z velikim veseljem večkrat zavrtimo in nam bo tako. Čebelice so pa, ne se veste, itak zelo pomembne za naš ekosistem, za naše življenje, pa vsi tisti, ki imamo radi med, hvala čebelici za to, da nam ga seveda prinašate. Ja, zdajle naj povem, da bom kar malo osamljena v tem našem studiu, ker danes ne bo nobenega gosta. Jaz bom se sama s seboj ukvarjala dobro uro in pol, seveda z vašo pomočjo, z vašo družbo. Na številki 090 93 61 22. Danes imamo nekaj lepih nagrad. Ja, pa moram vas opomniti, da danes predzadnja oddaja. Jaz tudi, če po pravici povem, da že komi čakam, Zadnja oddaja bo naslednjo nedeljo, ko bomo tule številni glasbeni gostje in vam bomo rekli nasvidenje 2 meseca,
se ne bomo videli, tako da se res veselim. Pa veste, da človeku kar mal pašajo potem tele nedelje brezskrbne, da ima tudi nekaj časa zase, da potem lahko naredimo en tak podaljšan vikend, ne, s svojo družinico, s svojimi prijatelji, tako da ja, se res veselim. Veselim pa se vaših klicev, ne. Nagrade danes so krasne, 4 lepe nagrade imamo. Brglezi, kot že zvesti takole enih 20 let, mislim, da nam vedno in vselej podarjajo darilne bone, pa seveda kakšne druge nagradice ob različnih priložnostih. Darilni bon danes podarjamo v vrednosti 25 €. Res ste pridni za klice, pridno se vem, potem tudi izkoristite te različne bone. No, Gorenje pa nam je danes poslalo krasne praktične nagrade in sicer ožemalnik za citruse, za agrume in si kar hitro lahko naredimo en sok, kar malo večji je, tako da lahko si osvežimo kakšna nedeljska jutra, oziroma vsak dan bi lahko rekla, dajmo popiti C-vitamin pa še kaj drugega. Torej danes podarimo 2 ožemalnika citrusov, torej Gorenje danes z nami in pa še nekaj imamo, hitri, priročen, razstavljiv, sestavljiv palični mešalnik, ki ima seveda potem tudi še tudi zraven še nastavek plastični, torej posodo, kjer seveda to vse skupaj miksate in pa še za stepanje smetane. Tako da ja, ni samo, torej 2 v enem, Gorenje danes podarja še tale palični mešalnik. Krasno, 4 krasne nagrade, torej danes bo glasba in še enkrat glasba. Povabili bomo seveda tudi nekaj glasbenikov, moje prijateljice, ki vas bodo razveselili z raznimi novostmi, kaj se seveda na glasbeni sceni dogaja. Povabili vas bomo kaj kmalu tudi na bosonogi pohod, ki ga seveda pripravlja gospod Lojze Ogorevc, tako da vse v nadaljevanju. Zdaj pa zopet malce glasbe. Brezdomar, ena krasna, stara skladbica, ansambla Spomini, dajmo se jo zavrteti. Ponošena suknja, raztrgan rokav, že po zadnji košček kruha je ostal. Nogi so mu težke, konec ni poti, semki so brezdomci, se tako godi. Ga vsa grdo gleda, spet je tule nuh, na odpad pa meče, srajce bili kruh. Vrata mu zaklene, kar drugod se grej, klošar solze briše, lačen gre naprej. Klošarju je cista kakor sestra brat, kaj mu bo nevista, če nima kam je dat. Kaj mu bo imetje in bogatstvo vse, za golo preživitje mu kruh odrižite. Ga vsa grdo gleda, spet je tule nuh, na odpad pa meče, srajce bili kruh. Vrata mu zaklene, kar drugod se grej, klošar solze briše, lačen gre naprej. Klošarju je cista kakor sestra brat, kaj mu bo nevista, če nima kam je dat. Kaj mu bo imetje in bogatstvo vse, za golo preživitje mu kruh odrižite. Za golo preživitje mu kruh
živite. Takole bosonogi pohod bomo zdaj predstavili. Na drugi strani že gospod Lojze Ogorevc. Dobro jutro ali lep pozdrav, Lojze. Dober dan vam v studiu in pa vsem gledalcem vaše oddaje od Lipo. Krasno. Lojze, ti si zdaj že z enega pohoda. Svojo turo, to je 7-kilometrska bosonogo na Sveti Vid in sem že nazaj, tak poln energije za cel dan. Krasno. Zdaj pa seveda moramo predstaviti tale bosonogi pohod na Orle v Ljubljani bo, a ne? Ja, bosonogi pohod nekako širim v središče Slovenije tudi in to v Ljubljano, na Orle. To je ena prelepa lokacija in tako da in bo pohod to soboto, to je 21. junija. Zbor bo pri cerkvici Sveti Urh, to je Ljubljana Sostro, na onem koncu. Pot je nekako dolga 4 km, bo tudi očiščena in primerna za vse generacije. Na vrhu je tudi gostilnica Orle, ne? Moram pa povedati, da gostilnica Orle bo pogostila vse pohodnike brezplačno, kateri bojo prišli na vrh. In pa da bosonogi pohod je v sklopu projekta Orle Las, dediščina in pa doživetja. Krasno, Lojze. To pomeni zbor je ob kateri uri? Zbor je tam od 9:30 do 10 pri cerkvici Sveti Urh, to je Ljubljana Sostro. Tam se zberemo in seveda tudi povem par besed o bosonogi hoji in se malo ugrejemo in počasih krenemo na pot, ki je, sem rekel, dolga cirka 4 km, tako da je to malo približno več kot 1 ura počas. Krasno. Krasno. Lojze, gre za tradicionalno zadevo. Ne nazadnje, zdaj se selimo torej v Ljubljano, ampak začel pa si, Lojze, pri vas v domačem kraju, a ne? Koliko let že nazaj? Ja, to je res. V Brežicah bo letos na Sveti Vid že 11. Tradicionalni, to se pravi 11 let, tako da je tale projekt že kar poznan v Sloveniji in se udeležijo pohodniki, lahko rečem, iz celotne Slovenije, tudi iz sosednje Hrvaške so že bili in tudi iz Avstrije so prišli določeni. Ja. Zdaj, zakaj pa ta bosonogi pohod, da je vam malce zgodovino povedati, zakaj si pravzaprav, Lojze, začel ti bos hoditi? Glede na to, da ne hodimo zdaj danes veliko bosi, pa včasih so, ne? Gre za en zdrav način življenja, za prekrvavitev, zakaj seveda si začel in zakaj je dobro včasih iti bosa, ne? Pa nekako spodbuja tudi mladino, da si damo te umetne adidaske, pa japonke stran, pa da gremo včasih po kakšni jutranji rosi, bosi seveda. Ja, jaz moram povedati, da sem bos že začel hoditi kot otroci, smo hodili nekaj, pač nismo imeli čevljev. Danes pa je čevljev ogromno, lahko rečem preveč, ampak hodim predvsem zaradi zdravja, ker ima to zelo zdravilne učinke, bosonoga hoja, zelo izboljšamo imunski sistem, izravnava se pravilna drža hrbtenice, upravljamo glavobole, jačamo kolenske vezi, gležnje oziroma filamo energijo, ker imamo več sistem na stopalih. Ja, ker točke, a ne, različne zdravstvene in takšne drugačne, ki nas morda pestijo, so na nogah, a ne, pravijo, Lojze. Ja, res je, to je taka, kako bi rekel, prekrvavitev in nekako spodbuja energijo, da in filamo, no, enostavno. Ima veliko zdravega pomena. Ja, dajmo spodbujati res vse nas, mladino, ne nazadnje tudi mene, da hodimo bosi. Jaz včasih se malo potrudim, pa grem bosa, ne, tako da to je res en tak blagodejni učinek, pa dajmo to večkrat delati za zdrav način življenja. Lojze, kaj drugače počneš, se še ukvarjaš z glasbo, razveseljuješ za svojo harmoniko ljudi? Ja, naredil sem tudi eno novo vižo, ki nosi naslov ali valček ali polka, v kvintetovski zasedbi.
Zdaj bomo delali tudi video spot, nastopamo tudi na kakih praznovanjih takih, tako da se dogaja tudi na glasbenem področju. Krasno. Greva samo še nazaj na ta bosonogi pohod. Si rekel, prihajajo ljudje iz celotne Slovenije, tudi otroci, gre v bistvu za vse generacije. Moram povedati tudi, da prijavnine ni, je brezplačno vse in pogostitev pohodnike, kot sem že omenil, in pa da tale bosonogi pohod gre v sklopu projekta Orle, las, dediščina in doživetja. Krasno, super. Hvala, Lojze, seveda za danes, za tokratno oglašanje in da povabimo nekako celotno Slovenijo, veliko ljudi naj seveda pride, se ti pridruži. Gre pa v bistvu vsako leto, se več ljudi nekako udeleži, Gre ta beseda. Ja, število večje, to je res, pa kaj je še, zgleda, da bojo vremenski pogoji ugodni, tako da samo malo poguma, dobre volje in smo že na poti. Krasno. Samo to še, pri Brežicah se ti pridružijo tudi znani glasbeniki, nenazadnje je s teboj hodila tudi Nuša Derenda, če se ne motim. Ja, res je, Nuša je bila večkrat, potem je bil že Boris Kopitar, Vinko Šimek, lani je bil baritonist Janez Per, vodja Alpskega kvinteta in je bil zelo navdušen in tudi mislim, da letos se vidimo. Tako, super. Lojze, hvala ti za danes. Jaz pa tudi upam, da pride kdaj Polonca na ta zdrav projekt. Jaz tudi z velikim veseljem, pa da najdem čas. To je kateri dan smo rekli, 21. To je druga sobota. Sobota, ja. V Ljubljani. Naj pa omenim, da pa tradicionalnih Brežicah je pa zadnja nedelja v avgustu 31. Tako, torej enkrat je sobota, potem nedelja, tako da jaz upam, da se kdaj pridružim, sicer pa te sobote. Bom rekel, da na koncu skupaj skrbimo za naše zdravje. Tako. Lojze, hvala ti za danes, zdaj si bomo privoščili en spot, bosonog na okrog, čisto ta pravi, Ja, res je, to je čisto resnična viža, ki je nekak ideja mi prišla, ko sem pač hodil bos. Krasno. Tako, lepo nedeljo ti želim, vse dobro in da kdaj prideš tudi tukaj s harmoniko v naš studio, Lojze, v živo. Ja, sigurno. Srečno nasvidenje. Tudi vam lepo nedeljo v studiu in pa vsem gledalcem oddajam nedeljo pod lipo. Krasno, lepo se me, Lojze, srečno nasvidenje. Srečno nasvidenje. Toplo sonce, dež ali mraz, če je volja, najdem tudi čas. Vsako jutro na vid se podam, res največkrat gor mahnem jo sam. A najraje z boso nogo, zdravju služi, naj povem še to, da pekoča mislit je kopriv, potrjuje le, da sem še živ. Če potuješ bosih ti nog, tvoja pot je vedno ves nadolg in v telesu duh je res zdrav. Vse je dobro, vse tudi prav, iz zvonika zvonče doni, sveti vid nov dan gor budi, vabi iz doline ljudi, tja na svoje negozne poti. Družba zbrana urno zdaj, z mano se na pot podaj. Le zakaj bi hodil sam, ko pa družbo rad imam. Iz zvonika zvonče doni, sveti vid nov dan gor budi, vabi iz doline ljudi, tja na svoje negozne poti. Družba zbrana urno zdaj, z mano se na pot podaj.
izkušnjo učinkovitega hlajenja po vašem okusu. Odkrite hladilnike Hisense. Enjoy this day as much as we will enjoy it. Predvsem pa velika zahvala ekipi in predvsem ekipi Maloprodaje. Takole pa zdaj na drugi strani pozdravljam Aleša. Aleš, lep pozdrav, dobro jutro. Ja, lepo zdrav, Polonca, tudi tebi. Povej mi, nedelja je, danes imamo pred zadnjo dajo, jaz se seveda že veselim počitnic, kaj pa ti? Ja, tudi jaz, seveda. Če želimo dobro delati, moramo se tudi malo vmes odpočiti. Danes bomo predstavljala predvsem številne aktivnosti pri vas. Nenazadnje 75 let Gorenje praznuje. Nekako ste mogli tudi obeležiti tole in nam, vašim zvestim, tistim, ki uporabljamo vaše gospodinjske aparate in tako dalje, ste malo šli nasproti in pripravili številne nagradice, akcije, hladilniki z darilom, kaj seveda še vse imamo. Ja, hladilniki z darilom, to si dobro omenila, zdaj je sezona hladilnikov, zdaj se bo vedno več uporabljalo hladilnike. Vemo tudi, da poletje je čas, ko marsikaj hladilnik odpove, ker če je bil že bolj proti koncu svoje življenjske dobe, je zdaj obdobje, ko verjetno bo prenehal delovati. Pri Gorenju delamo hladilnike že vrsto let, imamo od ugradnih hladilnikov do kombiniranih hladilnikov z zamrzovalnikom, seveda tudi te tako imenovane ameriške hladilnike, velike hladilnike. Cel kup enih hladilnikov, pri katerih izpostavljam mogoče neko ključno lastnost, to je uporaba tehnologije No Frost. To je tehnologija, ki nam preprečuje nastajanje ledu. Vemo, da je to kar neugodno, če moramo večkrat na leto odstranjevati led iz hladilnika ali pa zamrzovalnika, tako da zagotovo priporočam, da si ogledajo vsi najini gledalci in gledalke hladilnike, ki imajo tehnologijo No Frost. Seveda pomembna tudi energija. Pri Gorenju že vrsto let dajemo velik poudarek na uporabo energije, kjer je v ospredju to, da vam bo hladilnik vrsto let delal brez velike porabe električne energije. Darila, ki si jih pomenila, pa še vedno veljajo in s tem seveda spodbujamo tudi vse tiste, ki se zdaj odločajo za nakup. Kot darilo omogočamo prenosno indukcijsko kuhališče ali pa kavni aparat, odvisno od modela. Predlagam, da si tisti, ki želijo kupiti, pogledajo in bodo videli tudi zraven znako, kje spada zraven darilo. Za vse nakupe pa seveda omogočamo v primeru nakupa v naših studijih tudi brezplačno dostavo na dom. Krasno, torej kar nekaj res akcij, aktivnosti ste seveda pripravili, torej 75 let Gorenja, Aleš, ste zelo ponosni, Ja, zelo ponosni in to smo tudi v Sloveniji, ker Gorenje izhaja iz Slovenije, vemo, da imamo tam tovarno v Velenju. Smo pripravili tudi neko stvar, bom rekel, ki je zelo redko, pravzaprav se to zgodi, ampak pripravili smo 2 pralna stroja, ki sta narejena v naši tovarni v Velenju, tudi razvita sta v tem delu v tovarni v Velenju in pripravili smo 2 pralna stroja, 7 pa 10-kilski pralni stroj. Seveda imata vso napredno tehnologijo, kot je inverter motor, hitri programi pranja in pa seveda tudi zelo dobro kvaliteto pranja. Mogoče značilnost teh 2 strojev je pa ta, da imata upravljalno ploščo v slovenskem jeziku. Pomeni, da za vse tiste, mogoče malce starejše, ki ne razumejo ravno tujega jezika dobro, je to zelo v redu aparat, ker bojo lahko vse programe in vse funkcije in tako naprej bojo lahko videli v slovenskem jeziku, tako da bo tudi izbira pravega pralnega programa zelo enostavna. Tako da vabljeni, to je, rekel, res ni prav pogosto, za 75 let Gorenja pa smo pripravili 2 taka aparata, kjer lahko dobite upravljalno ploščo v slovenskem jeziku. Upravljalna plošča tega aparata je v črni barvi, tako da če boste šli v naše studije, se ga bo kar takoj videli ta stroj, drugače pa tudi to seveda v primeru nakupa dostavimo na vaš dom.
Bravo, in bom rekla 3-krat ja, Aleš, za vse tiste starejše, ki seveda, se veš, imajo težavo, ne, z prevodi, z tehnologijo in tako dalje, in mi je to zelo všeč, ne, da ste se približali in da ste seveda tudi starejšima, ne. Zdaj imam čisto mojo mamo pred seboj, ne, nekako dal en tak izdelek ali pa dva, da lahko res v slovenskem jeziku, ne, se poslužujejo. Super, ampak morava pa povedati to, da gre za pralni in sušilni stroj, ne? Ja, v tem primeru, ko govorimo o slovenskem jeziku, sta pravzaprav na voljo dva pralna stroja, tako da sušilni stroj je posebej, tistega sušilnega trenutno ni v slovenskem jeziku, tako da dva pralna stroja sta na voljo v slovenskem jeziku, ker je pa 75 let gorenja še kar nekaj časa traja, no, bomo se pustili presenetiti. V tem trenutku seveda večina kupuje pralni stroj, tako da trenutno sta dva pralna stroja, 7 in pa 10-kilski aparat, se pravi in za, bom rekel, nek manjši par, mlajši par brez otrok, ali pa za družino 10-kilski aparat. Tako da trenutno sta v slovenskem jeziku na voljo pralna stroja. Ni pa, bom rekel, povsem izključeno, da se na jesen, ko se začne sezona sušilnih strojev, pojavi tudi sušilni stroj, pripadajoč seveda v istem setu v slovenskem jeziku. Super, moramo pa povedati tudi še to, da ste seveda pripravili akcijo novih indukcij, ne, z 30-dnevnim vračilom, a to drži? Ja, res je, to se pa začne v ponedeljek, se pravi jutri, je pa zadnjič v zadnjem javnem, smo že omenjali, da imamo pri Gorenju nove indukcijske plošče, ki smo jih razvili pri nas v Velenju in so res zelo kvalitetne. Naj omenim eno od stvari, ki mi je tudi mene zelo navdušila, to so ti avtomatski programi in pa možnost kuhanja z nastavitvijo temperature. Gre res za razvito in narejeno indukcijo v Velenju. In pa, ker verjamemo, da je to res zelo kvalitetna indukcija in pa, da boste sigurno vsi zadovoljni za njo, smo pripravili posebno akcijo, se pravi v primeru nakupa, omogočamo tudi možnost vračila, če kdo slučajno ne bi bil zadovoljen, verjamemo, da teh ne bo veliko, oziroma verjetno bojo vsi zadovoljni, no, če pa slučajno ne bi bili zadovoljni, pa je možnost vračila, tako da je povsem varen nakup, pravi nakup, kjer je povsem brez tveganja, velja za vse prodajna mesta, ne samo za Gorenje studio, ampak za kjerkoli v Sloveniji bi izbrali novo indukcijo, to so indukcije letnik 2025, obstaja ta možnost 30-dnevnega vračila, tako da res vabljeni vsi, tudi tisti, ki mogoče niso prepričani v indukcijsko kuhališče, ga do zdaj mogoče niso imeli, da pridejo, kupijo in se prepričajo, kako kvaliteten izdelek gre. Krasno, torej nove indukcijske plošče, kaj nas bo seveda še do konca leta ali še čakalo, še kakšne novitete, še kaj pripravljate novega? Ja, seveda jeseni ponovadi je čas, ko predstavimo kakšne novitete, tako da jeseni bo omenjala tudi kakšne nove pečice, pripravljamo kar nekaj presenečen tudi na pečici, vemo, da tudi pečice seveda se še vedno prodajo in na vseh teh testih smo dobili zelo dobre ocene, teh potrošniških testih, tako da, ampak ja, jeseni mislim, da bomo imeli kar nekaj takih zelo kvalitetnih izdelkov, tudi začne se sezona sušilnih strojev, tako da verjamemo, da bo takrat tudi kakšni sušilni stroj dober imela v kakšni posebni ponudbi. Ja, tik pred koncem pa ne smemo pozabiti seveda še klime, ki so zdaj res aktualne ob tej vročini, Aleš. Ja, res je. Ja, seveda, Hisense Gorenje, klime, imamo vse vrste klimatskih naprav, tudi take, ki vas bojo po zimi lahko grele, se pravi, da dela oboje, hladi, poleti greje po zimi, nizka poraba energije, kar je zelo pomembno, ker klime bomo veliko časa uporabljali, možnost internet nadzora, se pravi, da uporabljamo klimo preko telefona, kar je krasno, lahko že kar v službi se odločimo in prižgemo klimo doma, da ko prijemo domov, nas čaka hladno domače okolje. Omogočamo tudi montažo, to osnovno montažo, tako da vabljeni vsi v naše studije, kjer je možen tudi obročni nakup ali pa na internetu, izberete klimatsko napravo, če niste prepričani katero, vabim, da se oglasite v studiju, kjer vam bomo tudi svetovali, katera klimatska naprava je dobra za vas in pa kako jo pravilno zmontirati. Krasno. Aleš, hvala ti za danes izčrpne informacije. Sem vesela vedno tvojega pogovora, ker ko ti jaz predam besedo, ti to poveš veliko in seveda še več. Želim ti krasno nedeljo, pa da se čim prej slišiva. In pa lepe počitnice. Hvala. Srečno. Lep pozdrav. Ko bo jesen, zora
Zoriča šla med brajde in bukov gost se v mavrico odel. Bom skrila vse poletne sanje, le dan meglin me bo obil. Pogled iskal bo zadnje bilo cvetje, kjer so bile vse najine poti. Ko temna noč bo legla nanje, srce potiho naj zaspi. Še čakam te, da bi odšla nocoj, tja daleč, kjer pomlad dehti, kjer se ustavil je neslišno čas in veter nosi vrtnic mimo poj. Še čakam te, ko jutro se budi, da skrivo sonce mi v dlani, prižgal nasmeh mi spet v očih in srečo, ki v meni spi. Zoriča šla med brajde in bukov gost se mavrico odel. Bom skrila vse poletne sanje, le dan meglin me bo obil. Še čakam te, da bi odšla nocoj, tja daleč, kjer pomlad dehti, kjer se ustavil je neslišno čas in veter nosi vrtnic mimo poj. Še čakam te, ko jutro se budi, da skrivo sonce mi v dlani, prižgal nasmeh mi spet v očih in srečo, ki v meni spi. Še čakam te, ko jutro se budi, da skrivo sonce mi v dlani, prižgal nasmeh mi spet v očih in srečo, ki v meni spi. Kako z radostjo zaigral sem na okrog srca, ko znana nam harmonika se zvodra nam smehlja. In pride čas, ko seže v nas oblitru pesmica, takrat se utrne v srcu glas, lepo je le doma. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, veselo krog srca, gorenjska muzika. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, saj prava muzika gre do srca. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, saj prava muzika gre do srca. Ubrali smo že pol sveta in z leti se spozna, da pesem takrat le velja, če pride iz srca. Lepo se sliši vedri mih, če spremlja vaška smeh, če je doma pri vseh ljudeh, po mestih in vaseh. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, veselo krog srca, gorenjska muzika. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, saj prava muzika gre do srca. Naj človek star bo ali mlad, imel bo pesem rad,
ljudi. In željo trudno vsem vedri, kar dobrih je ljudi. Čudovita Avsenikova skladba, ja, in posneto v Šentjurju pri Celju. Jaz sem zdaj malo kukala, še gledala vse te ljudi, ki ste nekateri še med nami, nekaterih več ni. Gre za en lovski dom v Šentjurju, prekrasna lokacija, kjer so se včasih nekoč odvijale številne veselice, no danes temu ni več tako. Gre za eno pohodniško točko, mislim, da tam gor je tudi zdaj privat hiša, tako da lepi, krasni spomini na nekaj let, kar nekaj precej let nazaj. Zdaj pa seveda zopet naša aktualna številka 090 93 61 22 in seveda nagradice. Danes moram podeliti 4 nagrade. Ja, sicer boste pa rekli, pa se Polonca nismo mogli klicati, ker si vmes imela klic in pa seveda tudi glasbo. No, zdaj pa vam res dam priložnost, da pokličete torej na številko 090 93 61 22 in nagrade, torej 4 krasne nagrade imamo tukaj. Gorenje podarja kar 2 tale ožemalnika, seveda hitra ožemalnika za agrume, za pomaranče, limone, limete, skratka ni da ni. Hitro si seveda lahko iztisnete in seveda naredite krasen, čudovit sok za seveda dobro jutro, dober dan ali pa seveda za dober večer. Jaz ga kar malo ven dala, da boste videli, v kakšnem gre. Številka torej 090 93 61 22. Imamo koga na zvezi? Halo, halo? Kdo je z nami? Majda. Majda, odkot? Številke Tunice. Številko mi povejte, Majda. 031 203 802. 802, lepo nedeljo, krasno, Majda, srečno. In gremo naprej, če imamo koga na zvezi. Dober dan. Halo, halo. Številka je izpisana. Opa, gre za kar malce. Na koga imamo na zvezi? Dober dan, kdo je z nami? Jože Ištor. Številka? 040 654 023. Krasno, lepo nedeljo. Lepo nedeljo, Jože, srečno. In gremo v to škatlico. Gremo naprej. Številka 090 93 61 22. Halo, halo. Halo. Kdo je z nami? Marija iz Velenja. Marija, številko. Še številko. 51. Ja. 611 145. 145. Marija, krasno nedeljo, srečno. Še imamo koga na telefonski zvezi, dober dan. Telefončki zvonijo, tudi darilni bon v vrednosti 25 € imamo, dober dan. Halo. Halo, kdo je z nami? Jože Luče. Jože, številka hitro. 031 521 742. 521 742, zapisano, lepo nedeljo, srečno. In gremo naprej. Halo, halo. Kam potujemo sedaj? Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Albina iz Celja. Albina, številko. 031 806 172. Krasno, zapisala sem, Albina, lepo nedeljo, srečno. Takole, in gremo naprej, še klice sprejemamo za 4 krasne nagrade. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Milan Ištor. Milan, številka. 041 537 335. 335, zapisano. Srečno, Milan, lepo se majte. In gremo naprej, 4 krasne nagrade. Naj povem, da so zadnje nagrade v tej sezoni. Naslednjo nedeljo nimamo nagrad. Dober dan. Halo, kdo je z nami? Ja, se slišimo? Nekaj se dogaja. Halo, halo. Ne, v redu, številka 090 93 61 22. Hitro nas pokličite, torej 2 takšna ožemalnika bomo podelili. Krasna, lepa sta, tudi jaz bi ga imela, lejte vi to. Super, nekoga imamo na zvezi, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami?
Anica iz Celja. Številko, Anica. Ja. Anica iz Celja. Ja, še številko. 31. Čakaj. Čakajte. 31. Čakajte. Čakam. 31. 667, torej 031 467 667. Jaz upam, da sem prav zapisala. Ja. Hvala. Anica, bomo zdaj preverili. Matej si bo zapisal tole številko, pa dam potem noter. Lepo se imejte, Anica. Imejte številko kar pripravljeno, a ne tisti, ki kličete. Koga imamo na drugi strani? Halo, halo? Je kdo z nami? Dober dan. Dober dan, kdo je na drugi strani? Martina iz Slovenjgrada. Ja, super, številka? 041 907 088. Krasno, lepo nedeljo, Martina, srečno. Še en klic sprejmemo, potem pa malce glasbenega predaha. Dober dan. Ni številka nič 90, če ne bomo pa zvrtela, ne, malce glasbe. Potem pa z velikim veseljem kličem naslednjo gostjo, seveda preko telefona, naj bo malo presenečenja. Dajmo se zvrteti zale. Svilke včasih moja bila, zdaj je drug falo, ki je zapeljujejo, oj zaničujejo, leli gledi stan zapravljajo. Al men se rekle svilke včasih moja bila, zdaj je drug falo, ki je zapeljujejo, oj zaničujejo, leli gledi stan zapravljajo. Jaz pa pojdem na Gorensko, gor na Oberštajersko. Nihče drug ne pojde z mano, nihče drug ne pojde z mano, nihče drug ne pojde z mano, kako drobna ptičica.
Nekdo me zjutraj zbudi z roko lahno in milo. To je ljubezen mamina, ki spremlja me kot sonce. To je ljubezen mamina, ki sije na vse konce. To je ljubezen mamina, ki nikdar ne usahne. To je ljubezen mamina, ki v srcu ti ostane. Nekdo ob strani stoji, ko vsakdo te pozabi. Le kdo vse dneve skrbi, z besedo me tolaži. To je ljubezen mamina, ki topla je kot sreča. To je ljubezen mamina, ki roža je deheča. To je ljubezen mamina, ki nikdar ne usahne. To je ljubezen mamina, ki v srcu ti ostane. Takole ena krasna iz zakladnice starih oziroma starejših datumov narodno-zabavne glasbe. Jaz upam, da ste si, draga moja družba, ne zapeli zraven, prepevali zraven in prav je tako. Zdaj pa z velikim veseljem na drugi strani že pozdravljam naslednjo mojo gostjo preko telefonske zveze, Janja Ulaga. Lepo dobro jutro, dober dan tudi tebi, Janja. Živijo in en lep dober dan. Joj, ful sem. Res sem ful vesela, da te imam na drugi strani, da danes pokremljava, še raje bi te pa imela tukaj poleg sebe. Ja, hvala lepa za povabilo, ampak nekdo mora kosilo kuhati. Ja, daj povej, kaj bo nas dobrega? Ja, nedeljsko kosilo, tako kot v Slovenci moramo imeti govejo juho, goveje meso, pa malo piške, pa resen krompir, solato, pa to je to, ne? Riž, vse. Pa to, super. Janja, ki je seveda na drugi strani odgovorna urednica Radia Veseljaka. Janja, danes je nedelja, danes nisi na televiziji, a ne? Ne, danes nisem na televiziji, sem prosta in se po kosilu odpravljam v Ljubljano, na obisk k moji mami. Ki imam v bolnici, tako da tudi to je del življenja, ne? Ja. Jaz sem s teboj, z mislimi, Janja, jaz držim vse pesti za tvojo mamico, da bo vse dobro, da se bo vse dobro išlo. Ne nazadnje je zelena pesem govorila o mamici, ljubezen, to je ljubezen mamina iz zakladnice. Biti mamica, ne, Janja, je pač eno tako res največje in najlepše, pa tudi v enem trenutku ne najtežje poslanstvo.
Pa ja, predvsem je najlepše in če ga vzameš kot eno poslanstvo, ga tako tudi živiš in se zavedaš, da ima vsako obdobje tudi svoj čar, kljub temu, da prinaša tudi vsako obdobje svoje izzive, potem težko rečeš, da je težko in da kaj od tega ni lepo. Jaz mislim, da pač, vsaj kar se mene tiče, vidim samo lepe stvari v tem. Ja, ti si mamica sinu, ki je zdaj star že koliko? 17 let. Ja, polnih 17 let, kam čas teče, ne? Ja, in tudi njega ni doma, ker je že priden muzikant in se s folkloro danes potepa po Hrvaški, kjer imajo folklorno skupino Anton Tanc, Laško, Marija Gradec, nastope, tekmovanja, tako da ja, tudi del tega je. Krasno. In nekako gre Janja po naši poti in veseli smo za to. Vesele pa seveda tudi me, jaz sem vesela, da sem te danes nekako privabila k telefonu in da lahko pokramljava o projektu, o sodelovanju našem, seveda ne nazadnje sem vesela, da je tudi vesolje, ali pa bom rekla takole, splet okoliščin prineslo tebe v moje življenje in hvala za to. Stkali smo eno tako lepo, krasno prijateljstvo, ki se prepleta ne samo z besedami, ko pridemo skupaj, ne kot čvekamo po domače rečeno, ampak seveda tudi z glasbo, s petjem. In pripravili smo en krasen projekt, začeli seveda z enim, ti boš predstavila danes drugega, ki smo ga seveda izdali nekaj tednov nazaj. Jaz ti kar predajam besedo, gre za venček legendarne naše dame Stanke Kovačič. Ja, hvala lepa, Polonca, ter pa za začetek, ja, vesolje že ve, koga mora pripeljati skupaj, da nekaj nastane. In nam je bilo v življenju, očitno nam trem dano, da se srečamo tudi po glasbeni poti in sem res presrečna, da smo se, zato ker smo dali nekaj več našim življenjem, uživamo v tem, ko se družimo, ko ustvarjamo nekaj, po drugi strani pa vse tri zelo čutimo željo in potrebo potem, da se slovenska glasba ohranja, da pesmi, ki so res izjemne, enkratne, ne grejo v pozabo, no in nekaj takih je zagotovo tudi strani Stanke Kovačič in njenega moža, ki sta naredila krasne stvaritve v njunem najbolj aktivnem času. Mi smo obudile 4 skladbe, ki smo jih dale v venček in vse 4 skladbe so iz 70 let, prejšnjega tisočletja. Kako se to sliši, ne? Ja, kako se to sliši. V bistvu iz obdobja, ko me 3 sploh še nismo živele, nismo bile niti še na svetu. Smo se malo poglobile v te skladbe in si zadale, da jih obudimo nekaj takih, ki so šle že skoraj v pozabo, ampak zdaj, ko so izšle, lahko tudi ti potrdiš verjetno, da so odzivi res enkratni, da se mnogi teh skladb še spomnijo, ampak zelo megleno in da so nam zelo hvaležni, ker smo jih obudile. Hkrati pa tisti, ki so malo mlajši, niso teh skladb poznali in so jim ravno tako všeč in so presenečeni, da to sploh obstaja, kar me pa po drugi strani še bolj veseli. Tako da res en lep projekt, ki bo zagotovo dobil še nadaljevanje, kar se pa tega projekta tiče, pa se seveda zahvaljujemo tudi tistim, ki so nam pomagali, da je to sploh prišlo v življenje. Eno je, da smo me imeli veliko volje predvsem to, ne? Da to naredimo, ampak če ne bi imeli podpore strokovnih sodelavcev, moških, seveda ne bi nič nastalo. Tako da na tej točki en velik hvala Majku Orešarju, ki je poskrbel za aranžma, ki nas je tudi posnel vse kitare in bas. Hvala tudi Mateju Kovačiču, ki nas je podprl pri tem, nam dal malo namigov, to je sin Stanke Kovačič in ja, in še našemu harmonikarju, ne? Ja, Damirju. Damir Tkavc je seveda bil zelo vesel bom rekla, tega izziva in je nastala krasna skladba oziroma krasen venček izpod tudi njegovih prstov, torej harmonika, Damir Tkavc, ki je priznan glasbenik. Ne nazadnje pa moramo seveda povedati tudi to, da si ti kar fejstne v navezi za gospo Stanko Kovačič. Kako se je odzvala na ta venček naš?
Stanko Kovačič, se ne vem po kakšnem ključu, res večkrat slišiva. Sem hvaležna za eno tako medgeneracijsko prijateljstvo z njo. Seveda sem takoj, ko je prišlo do tega, da je bila skladba posneta, je tudi poslala. In je bila tako navdušena, že prej je bila vesela, ko je slišala, da delamo nekaj na tem, ko je pa slišala, kako je na koncu izpadlo. Se je pa razjokala od sreče, no res je bilo všeč. Ne samo to, da smo obudili, ampak da res krasno zveni. Krasno. In to je seveda nam največja nagrada ali darilo. To je to. Jaz moram še zdaj ti malo segamo besedo povedati, tudi to zdaj gledamo v zadju, seveda slike, fotografije folklorne skupine, ki je tudi zaplesala z nami in pa seveda ne nazadnje. Ti si malo koketirala v spotu, imela si enega mladeniča, ki je igral na kitaro. Kdo je to bil? Ja, to je pa predvsej fant, ne? Ki smo si ga seveda izposodile. Ja, Milko Frece, naš prijatelj, ki vedno, kadar le ima malo časa in če ve, da se kje kaj dogaja, kje veselega, vedno pride s svojo kitaro na pomoč, tako da ga res srečujemo na vseh koncih Slovenije. No in ni bilo naključje ali ni bilo presenečenja, da smo se tudi za to vlogo spomnila nanj in se tudi takoj odzval, glede na to, da smo to snemali, video spot snemali na Vranskem oziroma Tabor pri Vranskem, pri Ribnikih, pri Lisjaku, je pa to njemu tudi relativno blizu, kar se lokacije tiče, tako da je bilo res na mestu, da pride in je prišel in se mi zdi, da je odigral lepo vlogo, čeprav je mogel igrati kot mož poročen, seveda, ampak sva se kar oživela, a ne? Vidim, ful dobro je spal, tako da ja. Samo preden ne rečeva si naslednje, Janja, povejva še sklop, oziroma katere pesmi smo zajeli tukaj notri, da bodo ljudje vedeli, o katerih skladbah govorimo. Ja, prva skladba je skladba Kitara. Tej sledi Reci dobra stara mamica. Ta je zelo zanimiva, ne? Ja, ta je zelo zanimiva, midva sva se čist zaljubile v njo, ne? Ja. Pa v stare mamice, glasovno se mi zdi, Janja, zelo super smo, tako midve kot Klavdija vse zlile in vsi tako pravijo. Torej, ta stara mamica je bila vzeta tudi meni iz nekega, bom rekla, predalnika, jaz se nisem dobro poznala, pravzaprav je sploh nisem in sem jo tako vzela za svojo, res. Ja, tudi drugi pravijo, da je res krasna pesem, eno tako presenečenje in sem zelo vesela, da smo ga tudi obudile. Zatem še ena skladba, Ti si moja melodija, krasna skladba in še... Lepšega časa ni. Lepšega časa ni. Ja, res pač vse v nekem podobnem stilu, ki se prepletajo med seboj tako zelo, da človek, če ne bi vedel, bi verjetno marsikdo pomislil celo, da je to ena skladba, ki pač todi skupaj. Tako. Draga Boja, jaz se ful veselim novih projektov s teboj, pa seveda s Klavdijo. Za danes pa ti želim eno krasno, čudovito nedeljo, sončno, energijsko seveda, se poveži z zemljo in seveda z pohodom, ko boš verjetno danes tudi šla, ker vem, da si taka pohodnica tudi ti, prej greš seveda v Ljubljano k mamici. Vse dobro za danes, pa torej, kot sem rekla, krasno nedeljo. Ja, hvala Polonca. Ravno med pogovorom sem seveda šla na zemljo, malo preveriti vrt. Tako da sem v stiku z zemljo. In tudi, ko pridem nazaj, če ne bo še dežja, skočim še na kakšen hribček. Krasno. Janja, lepo nedeljo. Imejte lepo nedeljo, uživajte in uživajte tudi v skladbi in glasbi Stanke Kovačič. Krasno. Zeleni na mlaju, veter je zibal vesel. V našem domačem kraju praznik je bil in ples. Deklice s svojimi fanti v valčku vrtele so se. Mlad fant med muziko
je kakor pesem in najraje jo poslušam ves dan. To je pesem, ki me spremlja kot prijatelj se povsod. Kadar se zvečeri, se naslonim na okno, čišnja pomladno noč, kako šopki cvetov. Sanjam potem vso noč o cvetočih drevesih, sanjam o njem, ki bo mi pod oknom zapel. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Brez kolesa ni lepega telesa. Vedno dobro, vedno poceni. Veter jadra, po kolo v jadra. Trgovine joge! Doživite izkušnjo učinkovitega hlajenja po vašem okusu. Odkrite hladilnike Hisense. Se zavrteli, mi pa gremo seveda naprej z našo oddajo. Joj, kak čas danes hitro teče, pa sem sama, pa sem si mislila, pa kaj bom jaz danes tle delala, uro pa pol, pa mi zdaj že kar na škrge že diham, ker moram še toliko stvari urediti pa poklicati ljudi. Tako da, na drugi strani pa zdaj z velikim veseljem pozdravljam Klaudijo Felicijan. A se slišiva? Aha, Klaudija bo kaj kmalu z nami, ker... Halo, halo? Ja, dober dan. Dober dan, takole, lep pozdrav Klaudija. Zdaj si seveda na enem prostoru, jaz upam, da se bova dobro slišali. Polonca, lep pozdrav tebi in seveda vsem gledalkam in gledalcem oddaje v nedeljo pod Lipo. Dej mi, zdaj si zelo že pridna. Nedelja je, ti pa že seveda vadiš. Kaj vadite? Jaz se pa trenutno nahajam tukaj v Grižah, kjer ima svoje prostore godba za Bukovica in katera pripravlja 20. junija v letnem gledališču Limberg svoj koncert ob 145. rojstnem dnevu, se pravi pravo rojstnodnevno zabavo. Krasno. Vmes zdaj bomo vrteli ta videoposnetek, seveda brez glasu, brez podlage in seveda se pogovarjali s teboj, kaj ti res, rekla si 145-letnica?
Tako, točno to. Zelo lepo število let so dosegli in tako bom jaz sedaj dala na mikrofon predsednika godbe Aljoša Grant. Velja? Velja, drži. Aljoša, lep pozdrav. Kako ste danes? Ste že pridni? Zelo pozitivno nastrojeni, bom rekel, lep dan, lepa nedelja, primerna za vadbo in pa, bom rekel, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vaše oddaje. Krasno. Dejte mi, seveda, vi ste predsednik godbe Zabukovica, malo povedate, ne? 145 let že deluje godba, koliko članov šteje pa danes in seveda, kaj pripravljate ob 145. obletnici 20. junija ob 20. uri? Ja, takole, naša godba res šteje 145 let. Uradno je po seznamu članov 47, bom rekel, ta številka varira navzdol, navzgor in tako naprej. Nekje nas je pa rednih članov, tam nekje 32, 33. Za sam petek 20. junija pripravljamo tradicionalni koncert, obogaten z gostjo, gospod Klaudijo Felicijan, in pa seveda z nekaj presenečenja. Se pravi, repertoar je od zabavne glasbe, tako od Elvisa Presleyja, Bonjema, koračnic in še kaj se bo našlo. Seveda pa ne pozabiti tudi na presenečenje, ki ga pripravljamo, to pa ne ostane skrivnost. Bo pa sladko. Bo pa sladko. Gre pa seveda za letno gledališče, torej Limberg, drži? Tako drži. Kaj v primeru slabega vremena, ampak ga ne bo, a ne? Tako, zdaj bomo rekli, nekako smo uporabljali veze in upamo, da nam bojo te veze zdržale, da bi bilo 20. res lepo, a ne? Tako da računamo na to v primeru pa, da bi nekako nam vreme se skisalo, bo pa sam koncert v telovadnici Osnovne šole Griže. Ja, krasno. Kako dolgo ste že, Aljoša, vi predsednik godbe? Ja, bom rekel, za presledki je to zdaj moj 3. mandat, tako da zdaj sem nekje v 7. letu neprekinjenega, drugače sem bil pa že prej tudi. Krasno. In godbeniki so vedno in vselej za akcijo? Ja, večinoma nas ja, razen če pride res kakšna višja sila, drugače pa držimo skupaj, smo kot ena mala družina, en brez drugega ne moremo, si tudi pomagamo izven orkestra, tako da se te glasbeni niti spletajo širše, kot je pa sama glasba. Krasno. Povejte mi, ali Aljoša v svoje vrste vabite tudi kakšne nove, podmladek, mladino? Vsekakor. To je naša želja, ambicija, cilj. Imamo nekaj mladih, ki so zdaj pristopili, seveda se pa razveselimo vsakega novega člana, članice. Jih imamo tudi nekaj članica, tako da je tudi po tej plati zadoščeno, tako da smo veseli vsakega, ki pride v naše vrste. Krasno. Dejva, Aljoša, še enkrat povabiti vse naše gledalke in pa gledalce televizije Celje na to vašo prireditev 145 let delovanja. Tako, se pravi, godba Zabukovica vabi vse gledalce in gledalke, poslušalce in poslušalke 20. junija 2025 ob 20. uri v letno gledališče Limberg v Griže, v primeru slabega vremena pa v telovadnici Osnovne šole Griže. Krasno. Aljoša, jaz si pa želim, da v naši novi sezoni, ki bo spet v mesecu septembru, da pridete godba v našo studio, pa nam tudi kaj zaigrate. Z veseljem, z največjim veseljem. Bomo pa povabili tudi gospod Klaudijo, pa bo ona še zraven kaj zapela, tako v petek 20. junija. Krasno. Se veselim takole vašega druženja tukaj pri meni in pa seveda eno krasno doživetje tale dogodek. Pospravite dobro pod streho. Vsi tisti, draga družba, ki ne veste, torej kam oditi, sva rekla v 20. Tako, 20. junij, petek. Tako. Gremo torej poslušati godbo in sicer godbo Zabukovica. Aljoša, hvala za danes, pa lepo vadite naprej, ne? Tudi vam. Zdaj bi pa še samo predal gospod Klaudijo nazaj, pa da se še ona poslovi. Tako, hvala vam. Lep dan, lepo bote. Srečno. Srečno. Polonca, iskrena hvala za tale klic, da smo se slišali nadaljavo in seveda naj povem, meni je bila velika čast, da sem sodelovala z godbo Zabukovica pod
odličnim mentorstvom dirigentke Tanje Petrej, ki je odlična oboistka, tako da pravi užitek. Super, Klavdija, me veseli, lepo se me, pa ko prideva skupaj kaj zapojeva, ne? Tako, Polonca, iskrena hvala še enkrat. In lep pozdrav vsem skupaj. Srečno. Takole, gremo pa seveda mi z našo oddajo naprej. Številka 090 93 61 22. Številka še kakšen klic, 2 bomo seveda sprejeli za naše nagradice. 4 danes imamo, nekaj vas je klicalo, a ne, ker danes je bilo ful časa za klice. Bor v vrednosti 25 €, Brglezovi podarjajo, potem imamo 2 seveda takale ožemalnika oziroma stiskalnika citrusov, ker hitro lahko si date seveda noter citruse, limono, pomaranče, agrume, karkoli že in že pijete seveda kakovosten in super seveda sok. In pa danes podarjamo še ročni palični mešalnik, 2 funkcije, smetana lahko naredite, skratka ni da ni. 2 telefonska klica še sprejmemo, če imamo koga na zvezi z velikim veseljem. Številka 090 93 61 22. Halo. Halo. Ja, dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Ja. Kdo je z nami? Marija iz Slovenj Gradca. Marija, hitro številko. Marija iz Slovenj Gradca, 01 40 809 813. Krasno, lepo nedeljo, srečno, Marija. In gremo naprej. Kam potujemo sedaj? Halo. Halo, kdo je z nami? Dober dan, Ana iz Velenja. Ana, Velenja, številka? 41 806 656. Krasno, zapisano, Ana. Srečno, nasvidenje. In še gremo kakšen klic narediti. Halo, če že imamo na zvezi, dober dan. Ni še, številka 090 93 61 22. Če ne, bomo pa seveda zavrteli si glasbo še, potem pa v nadaljevanju še pokličemo Klavdijo Vindarjevo. Jaz upam, da se je že prebudila, včeraj je igrala poroko, tako da zdaj pa počasi, ali pa tudi ne, ponavadi muzikanti pridemo ob 6 zjutraj domov, pa potem radi spimo še kakšno urco, 2, a ne. Halo, kdo je z nami? Dober dan. Kdo je z nami? Dober dan. Ja, kdo je na drugi strani? Dragica iz Luč. Dragica, številka? 041 820 467. Sem zapisala, Dragica. Krasno, čudovito nedeljo. Lepo se imejte. Srečno. No, zdaj pa malce glasbenega predaha, potem pa da vidimo, če bomo prebudili tole našo Klavdijo. Moja lepa belokranka, zvita je lisičica, vedno ve, kaj meni manjka. In me bo to lažit zna, nje oči sta 2 vražička, biseri pa njen nasmeh. Vedno, ko se ji zahoče, zapelje v greh. Moja lepa belokranka, lepa je kot tista Anka, ki je kolo zaplesala. Ob Kolpi bistri je doma, lepša je od mis sveta, tudi Ponežek niti ne zna. To je moja belokranka, gleda bi jo brez prestanka, mili Bože, al je lepa. Kola več ne pleševa, Moja lepa belokranka, lepa je kot tista Anka, ki je kolo zaplesala.
se privije vsa. Kola več ne pleše pa, kadar golka zaigra, k meni se privije vsa. V hiši domači smo zbrali se vsi, danes babica naša slavi. Zaželimo ji zdravja, naj dolgo živi, solza sreče pa polzi. Je praznik narisal na lica na smeh, radost iskro prižgala v očeh. Spletel čas je srebrne in nitke v lase, da še bolj šarmantna je. Domačo se vračamo vsi, saj po kruhu potici diši. Ko na pragu nas babica stisne v objem, kar ostali bi v njem. In danes, ko babica praznik slavi, v naši družbi se dobro drži. Ni potrebno veliko besed, že poglej, v ritmu polke se vrti. Domači smo zbrali se vsi, danes babica naša slavi. Zaželimo ji zdravja, naj dolgo živi, solza sreče pa polzi. Solza sreče pa polzi. Takole, na drugi strani pa zdajle z velikim veseljem pozdravljam še mojo drugo prijateljico, glasbeno in pa seveda drugače prijateljico, Klaudijo Vinder-Pantner. Te pa moram reči dobro jutro. Dobro jutro. Dekle, ja kako si? Ja, v bistvu, če me res slišite, potem nekako zaznate, kaj pomeni, ko pevka poje 10 ur, tako da se zdaj počasi prebujamo nov dan z mojim glasekom, ki bo danes moral počivati. Počivate, ne? Klaudija, včeraj si, oziroma sva najprej oddelali krasno, čudovito poroko v Makolah, krasni ljudje, potem si šla naprej. Bilo je pestro, a ne? Kako je bila poroka, vesela družba? Potem nadaljevala na Črnivcu, ker smo se res imeli odličen, super ljudje, super fešta, ki pa seveda zahteva veliko petja in govorjenja, ker je pač to moja naloga, da poskrbim za dober in krasen večer. Da bom danes bolj tiho in po moje bo tudi Izi vesel, ko bom jaz bolj tiho danes. Takole, Klaudija, ne bom te predolgo zadrževala. Javno sem prežemela te na telefonski zvezi glede našega sodelovanja. Predstavili sva novo, svežo, seveda pesem, valček, Stankinih krasnih valčkov Venček. Midve pa se bova bolj dotaknila ene tiste prejšnjega projekta Ti si ta luč sveta, seveda pa z velikim veseljem lahko poveš, tudi ti glede tega venčka, kako je, kako ti je, ljudje so ga seveda dobro za sebe vzeli. Janja je tudi bila zelo vesela, da smo se spoznali in da seveda sodelujemo. Vsekako se strinjam z enimi besedami. Mislim, da je to ena takšna, kaj bi rekla, češnjica na torti naših karier, da smo dejansko pač združile moči še v troglasju. Zdaj imamo možnost prepevati te ljube pesmi, ki jih nosimo v srcu že skozi celo življenje. In vesela sem tudi jaz, da se je tale projekt rodil in da se je prejšnji in da verjamem se še bo kakšen, ker se mi zdi, da pač ta ženska energija, žensko petje, ne glede na vse, ker dobro konkurira moškemu petju, ki je v Sloveniji tudi zelo priljubljeno. In se mi zdi, da zakaj ne bi tudi ženski vokali dobili svojo priložnost, da s to nežnostjo, lepimi besedami in lepimi melodijami dodajemo piko na i.
Krasno. Venček smo spletli z našim troglasovjem. Zelo lepo so ga ljudje sprejeli. Kakšne občutke imaš ti je všeč? Glede na tisto prejšnjo, ti si ta luč sveta, kjer v bistvu že midve kar nekaj časa prepevava na vseh poročnih obredih, bolj kot ne. Ja, če razmišljam, recimo danes bi bila super idealna priložnost, ker v tem venčku pač tudi pojem malo tretjih glasov in ti glasovi so malce nižje. Danes bi po moje v nulo zadela tretji glas. Je krasno, super, ampak Stanka Kovačič, ne nazadnje je dama naše slovenske glasbe. Ti Stanko osebno tudi poznaš, ne? Ja, imela sem tudi srečo, da sem jo v bistvu pred leti gostila tudi v svoje oddaje na TV Golica, kjer sem pač imela svoje oddaje, kako smo predstavili njeno življenjsko pot in moram reči, da sem bila tako počaščena, da se je vzela čas, da je prišla, da so spregovorili. Jaz osebno je zelo cenim. Nekako se malo povezujem s to njeno čutnostjo, z njenim tako, ne vem, prav posebnim pristopom do petja, no. Se mi zdi, da si lahko jo jemljamo za velik vzgled. Ne glede na to, da je to bilo v preteklosti, je še dan danes velik vzgled marsikateri pevki. Krasno. Dotakniva se pa malce našega prvega projekta Ti si ta luč sveta, ki je tudi, bom rekla, ena taka čutna, krasna skladba, posneta v Dominikanskem samostanu. Ti predajam besedo. Ja, res je v bistvu še ena taka zgodba, ki se je zgodila tako naključno, ali pa tudi verjetno ne, če zdaj malo upoštevamo Janine besede, da se nič ne zgodi slučajno. In res sem vesela, da je ta projekt na takšen način v bistvu ugleda luč sveta. Te besede so v bistvu povzete iz prav posebne knjige, ki jo midve srečujemo vsako soboto, ko smo na porokah, in se mi zdi, da je pač prav, da tudi te besede, ki jih gospod župnik tako lepo prebere v berilu, ali pa kakšen svat, da so zdaj dobile še tudi posebno vlogo v pesmi, ki je dobila videospot, pa se mi zdi, da je prav, da tudi te besede tako širše pridejo med ljudi, ne samo v cerkvi, ko beremo bril. Krasno. Klavdija, ne bom te preveč dolgo zadrževala. Jaz ti želim seveda lepo nedeljo, naslednjo soboto, še prej pa v četrtek se zopet vidimo na drugi televiziji skupaj z Janjo. Lepo nedeljo ti želim, pozdravi svoj glasek in pa kaj kmalu torej se vidiva. Hvala. Če imaš čas, lahko pride skuhati kosilo. Z veseljem. Če mi le osoba B dovoli. Hvala. Ok. Čau, dio. Lepo se mej. Takole, Klavdija je bila na naši drugi strani, zdaj pa sledijo torej kratki oglasi. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Brez kolesa ni lepega telesa. Vedno dobro, vedno poceni. Veter Jadra po kolo v Jagra. Trgovine Jage! Tako, pa smo prišli do konca današnje oddaje, kak hiter gre, tale urca pa pol. Žrebam torej tiste, ki boste danes znesli nagrade domov, 4 seveda, najprej darilni bon v vrednosti 25 evrov. Jože iz Štorij, iskrene čestitke vas pokličemo. Potem imamo en tale stiskalnik, ki gre kam, in sicer Albina Celje, ja. Drugi stiskalnik za citruse gre Ana v Velenje, takole, in pa še ročni mešalnik, ki ga podarjamo z velikim veseljem, malo bom premešati, takole, ta pa gre tukale, in sicer Marija iz Velenja. Iskrene čestitke vas jaz seveda danes jutri pokličem, tako da se vse dogovorimo. Pošteno vroče mi je tukaj v našem studiu, prepričana sem, da tudi v zunih zdaj jaz nič več ven ne vidim, ker seveda imamo tele rolete spuščene, tle v bistvu tema, pa v bistvu umetna svetloba, tako da ja, če je zunaj sonce, prav gotovo je danes, se bomo naužili tele energije. Pojdite v hrib, Laura je včeraj veliko hodila, dobila je lepo barvo.
tudi jaz malce, tako da ja, lepo. Pojdite obiskati naše hribe, hribčke in pa seveda tudi kakšno dolinico, skratka, naužite se lepega vremena, jutri pa nov delovni teden. Pred nami je zdaj pa zaključna pesem. Naj bo lučka za vse nas, za vse vas in naj ta luč spoleti po celem svetu in prinese mir, ki ga seveda v tem trenutku res vsi, ne samo tisti, ki seveda se zdaj spopadajo z različnimi izzivi, kar se vojne tiče, torej potrebujejo, gre pa tudi za kakšen notranji mir, ki si ga, seveda, draga moja družba, privoščite, seveda tudi vi. Lepo nedeljo, srečno. Svica luč sveta, biser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Šarek prijateljski, ki osrečuješ nas, notranjost nam prodreš. Ti si kot zvezda,